Ta video je ena ogromna zbrka in potovanje po času, ker nisem imel pojma, kaj se bo zgodilo. Mislil sem, da se bo video začel takole. Predmeti so polni zgodb in vse nosijo nešteto o energiji, filozofiji in dogodkov. Vseeno v vsakdanjem življenju ponavadi zletijo mimo nas. V muzeju pa se vse postavi na glavo. Tukaj vsak predmet dobi svoj prostor in če mu namenimo še čas, nam lahko pove marsikaj. Posavski muzej Brežice me je povabil, da izberem eno od zvezd posavske dediščine. En predmet, ki me posebej nagovori in ki ima zame pomembno zgodbo. Takrat si nisem mislil, da bo toliko pomembna. Najprej sem namreč vse pregledal. Zgubljal sem se v razstavah, ker me je vsaka malenkost potegnila vase in zdelo se mi je, da je pa to ta zvezda, ki jo iščem. Tole lončeno zajemalko je na primer nekdo pred približno 6000 leti dobil v svoj grob kot popotnico v posmrtno življenje. Kaj bi nam lahko povedala o tisti osebi, o njihovem življenju in o njihovem času? Zakaj jo je nekdo vzel s sabo v grob? Morda je hotel posmrtno življenje zajemati z veliko žlico. Po drugi strani pa je tu model za peko kruha v obliki prašička. Kakšen odpiljen kruh je to moral biti? Zakaj so pekli kruh v obliki pujsov? Mogoče je bil to takratni vegetarijanski polpet. Amaze bread! Ne vem, zakaj me danes ves čas vleče v kulinarične vode. Nisem dober kuhar, niti me kuhanje ne zanima. Ne vem, zakaj. V bistvu vem, ker mi res ne gre. V tem obupu sem se ustavil pri zbirki predmetov mojstra Ivana Ivačiča. A ga poznate? Jaz, priznam, sem zanj prvič slišal. Sram me je. Ivan Ivačič je prva televizijska kuharska zvezda pri nas. Imel je svojo legendarno kuharsko oddajo in na televiziji hudomušno pripravljal jedi že v času, ko je Jamie Oliver kot dojenček kuhal samo mulo. In to niti ni vse. Mojster Ivačič je bil rojen 28. marca 1991 na Zdolah pri Krškem. To je tle! Noro! Nekaj me je vleklo v njegovo smer. Na en hecen način sem si ga predstavljal in deloval mi je nadvse simpatično. Takrat sem se odločil, imam svojo zvezdo, zbirko predmetov mojstra Ivačiča. Poslikal sem jih s telefonom, da jih pošljem muzeju in jim sporočim svojo odločitev. Poslikal sem vse, kuhalnice, metlice, vse slaščičarske pripomočke. Vse! V trenutku, ko sem mislil, da sem pa zvezdo opravil, se je moja zgodba šele začela. Prišel sem domov in nekaj mi ni dal miru. Meni se zdi, da imam doma prav to knjigo mojstra Ivačiča. Ampak ni šans. Kaj bova midva delala s kuharsko knjigo iz 1965? Ej, Lena! Ja? A imava midva slučajno eno zeleno, prastaro kuharsko knjigo doma? Ja, tam pri Monsterju je. Kaj? Kako je to prišlo sem? To je dejansko ful uporabna kuharska knjiga. Že moja babi jo je imela, pa moja mami, pa jaz tudi veliko osnovnih stvari delam po njej. Tako kot za vsako delo je tudi za kuhanje potreben posluh. Jaz mu pravim kulinarični posluh. Posluh za kuho. Imajo ga skoraj vsi. Glej, to so dejansko predmeti iz njegove osebne kuhinje. Poklicno je sicer kuhal za največja imena tistega časa, za slavne goste, za državne obiske, pogosto tudi za Tita. Bil je mojster in to res spoštujem. Do mojstrstva te lahko pripelje samo popolna predanost in ljubezen do svojega področja. A misliš, da se lahko malo tega nalezem? Takrat sem se odločil, da bom preučil kuharsko knjigo in se lotil enega preprostega recepta. Keksi. Našel sem 2 recepta za piškotno testo in izbral sem krajšega. Priznam, da je šlo precej lažje, kot sem se bal. A little longer than a few minutes later. Trenutek resnice.
Tan. Dober zgleda. Tole je posledica moje posavske zvezde. Gospod Ivačič, hvala za navdih. Bi poskusili? Paste, že mojster Ivačič je v uvodu napisal, laže je kritizirati, kot pa dobro skuhati. Ej, to je res dober. Lena, prid.